Telo Lynette Hooker je še vedno pogrešano na Bahamih. Njen mož je v priporu. Niso več dosegljivi z enim sporočilom. Lahko bi dobil dosmrtno, če se to slabo konča. In nočem verjeti, da bi nekdo, ki mi je tako blizu, lahko naredil kaj takega. Šokantne trditve in obtožbe hčerke Američanke ter srhljivo glasovno sporočilo, ki naj bi ga Brian Hooker pustil njej, medtem ko so reševalci iskali njeno pogrešano mamo. In našli so rešilni pripomoček, ki sem jo vrgel mami, ko je padla čez krog. Tako da je še niso našli. Zakaj odvetnik Briana Hookerja trdi, da so ga oblasti morda pretentale v zaslišanje? To je On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. V redu, imamo veliko za obdelati, saj je Brian Hooker trenutno v priporu na Bahamih. Oblasti pravijo, da so imele dovolj podlage za njegovo aretacijo. Govoril sem z odvetnico Briana, ki je opisala, kaj naj bi se zgodilo pred njegovo aretacijo in podala je nekaj zanimivih trditev o tem. Preden pridemo do tega dela zgodbe, bi rad govoril tudi o intervjuju, ki sem ga pravkar opravil z Brianovo pastorko. Vprašal sem jo tudi, kdaj jo je začelo skrbeti, da izginotje njene mame morda ni zgolj nesreča. Kdaj ste začeli sumiti? Sprva sploh nisem mogla verjeti, da se to res dogaja. In nisem takoj rekla, on je to naredil. Potrebovala sem nekaj časa, da sem vse skupaj predelala. Ampak zaradi prejšnjih težav preprosto je težko zagotovo reči, da tega ni storil. Torej, Carly Aylesworth živi v Michiganu in je biološka hči Lynette Hooker ter pastorka Briana Hookerja. Preden nadaljujemo, je odvetnik Briana zanikal, da bi imel kakršnokoli povezavo z izginotjem svoje žene. Prav tako zanika obtožbe, ki jih je Carly izrekala o njem v več intervjujih. Končno zapustil Kima. Minilo so šele 4 meseci. Brian in Lynette že leta živita na morju. Pred približno 3 leti sta kupila jadrnico z imenom Soulmate in zdaj živita na tej ladji. Plujeta do nekaterih najbolj slikovitih plaž na svetu in to počneta vse leto. Drugi dan prečkanja Mehiškega zaliva. Svoja potovanja delita na družbenih omrežjih pod imenom Sailing Hookers z oznako na TikToku. Odplula sva stran od neumnosti, poročen par, ki živi svoje najboljše življenje. To je video, ki sta ga Hookerjeva objavila na svojem YouTube kanalu pred približno 4 tedni z Bahamov, kjer supata po vodni poti. Zdaj, preden povem več o tem, kar mi je povedala Carly, smo izvedeli več o tem, kje sta bila Hookerjeva v soboto zvečer, preden je šlo vse narobe. Brian je preiskovalcem povedal, to poročajo ABC News in nekateri drugi mediji, da sta z Lynette zapustila Elbow Key na Bahamih v napihljivem čovnu z ravnim dnom, dolgem 8,5 čevljev. Morda je to isti čovn, kot ga vidite na tej sliki, ki je bila na Lynettinem Facebooku. Ta čovn ima izvenkrmni motor na zadnjem delu in res ni veliko prostora. Običajno v takšnem čovnu dejansko sediš na robu. Zdaj Fox News poroča, da sta bila par v Abaco Inn, nato pa sta Lynetta in njen mož okoli 19:30 v soboto zvečer odšla s tem čovnom. Brian je oblastem povedal, da sta se vračala na svojo ladjo Soulmate, veliko jadrnico, ki jo imata v lasti, in ta je blizu Hopetowna na Bahamih, malo severneje od kraja, kjer sta bila. Zdaj, razmere v soboto zvečer, in to je pomemben del zgodbe, niso bile idealne. Veter naj bi pihal s hitrostjo do 40 km/h. Brian trdi, da je imela Lynetka ključe pri sebi, nato pa je padla iz čovna v vodo in je ni mogel rešiti. Ali je kaj povedal o tem, kaj je v tistem trenutku naredil, da bi poskušal najti tvojo mamo? Rekel je, da je odplavala stran, zato ji je vrgel rešilno napravo, nato pa je začel plavati ali veslati proti obali. zato ne vem, zakaj ni spustil sidra in jo iskal. Prva stvar, ki bi jo jaz naredila, bi bila, da bi šla proti njej, ne stran od nje. Brian je oblastem povedal, da je veslal več ur, da bi sam prišel do obale. Prišel je do marine v Marsh Harborju na Bahamih in ko je po poročanju prispel tja, je bila že nedelja zjutraj, stopil je v stik z nekom, ki je lahko poklical na pomoč. Takrat se je, kot pravi, začelo iskanje njegove žene Lynette. Tako njegova pastorka trdi, da ji je Brian sporočil novico. Ampak kako ti je povedal, da se je to zgodilo? Poklical me je.
Bilo je okoli 8, pol 9 zvečer v nedeljo in rekel mi je: "Hej, tvoja mama je pogrešana." Zgodilo se je pozno sinoči. Ampak kmalu bomo prišli gor, tako da upam, da se vidimo. In jaz sem samo rekla: "V redu." Nisem veliko rekla, ker sem si samo mislila: "Kaj?" In potem je rekel: "O ja, oprosti, bom jo poiskal, adijo," in je hitro odložil telefon. Tako da, ne vem, bilo je malo sumljivo. Torej, bilo je, kot da se bo vrnil v ZDA in rekel: "Hej, to se je pravkar zgodilo." Ampak kakorkoli, druživa se, ko pridem k tebi. In jaz sem si mislila: "Kaj?" Ne vem, to mi ni bilo prav. Tako dolgo je potreboval, da mi je sploh povedal, da je ni več. In ne vem, zakaj ni šel na svojo ladjo in poklical po radiu druge jadrnice: "Hej, ste videli mojo ženo? Pogrešana je." Ker vem, da bi ljudje na čolnih verjetno šli ven in pomagali iskati. Ni jasno, kaj je Brian natančno naredil, ko je prišel na obalo. Carly pravi, da je Brian kasneje pustil to glasovno sporočilo. Živjo, draga. Pravkar sem prejel klic iz Hopetown Search and Rescue in našli so plavalni pripomoček, ki sem ga vrgel mami, ko je padla čez krov. Tako da to je, še niso našli, vendar lahko zdaj usmerijo vse svoje napore v manjše območje in še vedno danes tam iščejo. Zato sem te hotel samo obvestiti. Rad te imam, se slišva kasneje. Ko to slišiš, kaj ti je najbolj ostalo v spominu? No, ko mi je povedal, da je moja mama pogrešana, ni pokazal veliko čustev, ko mi je to povedal. Bilo je zelo monotono, kot da, hej, to se je zgodilo, ampak potem, zdaj pa se je v tem glasovnem sporočilu zdelo, kot da ima malo več nujnosti in čustev glede tega. Tako da, ne vem, samo ne vem. Kaj ste pomislili, ko ste sinoči prebrali naslove, da so ga aretirali? Kakšen je bil tisti trenutek za vas? Ni mi bilo všeč, ker je bil spet skoraj celo moje življenje del mojega življenja. In nočem verjeti, da je nekdo, s katerim sem odraščala, to storil, ker mi je mar zanj. Ampak oprosti. Ampak on je, sam grozno je, da sta dve osebi, ki sta bili tako pomembni v mojem življenju, zdaj odšli. Nista več le sporočilo stran. On bi lahko šel v zapor za celo življenje, če se to slabo konča. In nočem verjeti, da bi nekdo, ki mi je tako blizu, lahko naredil kaj takega. Trenutno, ko to snemamo, Brian Hooker ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja. Danes sem po telefonu govoril z njegovo odvetnico in povedala mi je, da je na Bahamih takšna aretacija bolj kot pridržanje v tem trenutku. V objavi, ki so jo oblasti objavile na družbenih omrežjih, da je bil Brian aretiran, je lokalna policija povedala, da so imeli utemeljen sum, ki jih je pripeljal do aretacije. Ni jasno, kakšne dokaze, če sploh kakšne, imajo v tem trenutku. Carly je povedala, da je za aretacijo svojega očima izvedela prek novic. Ali si slišala kaj o tem, kakšne dokaze naj bi imeli proti njemu v tem trenutku? Mislim, da imajo kot dokaz samo sporočila, ki govorijo o težavah v preteklem razmerju. In zaenkrat je to bolj kot govorice namesto dejanskih dokazov. Ampak ne vem, če ima moja babica ali mamina prijateljica več dokazov, ker mi mama nikoli ni toliko zaupala glede težav v razmerju. Tako da. Kar zadeva vas, sem prebral, da ste govorili tudi z oblastmi. Mislim, da ste, veste, ko je ta zgodba prišla v javnost, poskušali stopiti v stik z njimi. Kaj ste jim povedali, ko so spraševali o odnosu, ki ga je imela vaša mama z vašim očimom? Tako sem samo rekla, da sta imela težaven odnos. To sem povedala tudi obalni straži, ko smo se pogovarjali. In rekla sem, da je bil odnos težaven in da se poslabša, ko pijeta. Zato me skrbi, ker je v preteklosti grozil. Zato se samo poskušam prepričati, da ga ni prevzela jeza in da ni naredil nečesa, česar ne more popraviti. Zato se želim samo prepričati, da je šlo res za nenavadno nesrečo, preden.
začnem verjeti, da so moji sumi resnični. Carly je trdila, da so prostitutke imele zgodovino družinskega nasilja, vendar nismo našli kazenskih primerov povezanih s prostitutkami in temi obtožbami. In pomembno je poudariti, da so to trenutno le obtožbe. Odvetnica Briana je izdala izjavo za več medijskih hiš, v kateri je povedala, da njen klient zanika kakršnokoli napačno ravnanje, vključno z zanikanjem obtožb, ki jih je podala njegova pastorka. Kako pogosto si se pogovarjal s svojo mamo, ko je živela na morju? Kar pogosto, kadarkoli je imela Wi-Fi. Mislim, da so na svojo ladjo pravkar namestili Starlink, tako se imenuje. Tako so imeli Wi-Fi, ko so bili na Bahamih. Tako. Kadarkoli sem potrebovala nasvet, sem šla k mami in se pogovorila z njo. Pomagala mi je tudi pri tem, da bi si morda nekega dne našla svoje stanovanje. In pomagala mi je najti poceni stanovanje. In vedno je bila tam zame, kadarkoli sem jo potrebovala. Je bilo v zadnjem času kaj takega v njunem odnosu, kar ti je ostalo v spominu? Zdaj, ko si v zadnjih nekaj dneh vse skupaj premleval, Samo želim si, da bi bila bolj pozorna. Ne vem, kaj bi lahko storila iskreno, ampak poslala mi je glasovno sporočilo, v katerem je zvenela zelo pijana, ob 11:30 zvečer. In jaz sem bila samo, ona je rekla, pogovoriva se zjutraj. Jaz pa sem bila, v redu, mami. In nekako nisem nič naredila glede tega, ampak bi morala, ne vem. To je bil kot znak, da ja, pili so in to precej. In vem, da sta bila približno 1,5 leta trezna, ker sta vedela, kakšne težave nastanejo, ko pijeta. Tako da, zdaj, ko se to dogaja pogosteje, me skrbi, da se je res nekaj zgodilo. in vem, da so tisto soboto zvečer, mislim, da so oblasti povedale, da je bilo okoli 19:30, ko so šli ven s tem čolničkom. Ali misliš, da so tisto noč pili, ko se je zgodilo, kar se je zgodilo? Ja, verjamem, da so pili. Pijeho, vsakič, ko grejo ven v bar. Tako da res verjamem, da so pili, nimam pa nobenega dokončnega dokaza, ampak mogoče bi lahko poklicala restavracijo in pogledala kamere. Ampak tega še nisem naredila. Težko je priti v stik s komerkoli na Bahamih. Ko sem danes govoril po telefonu z Brianovo odvetnico, njeno ime je Terrell Butler in ima sedež na Bahamih. Trdi, da so oblasti morda nekako zvabile Briana na zaslišanje. Povedala mi je, da je njen klient v sredo zvečer nameraval iti ven z drugo osebo na tisto, kar je opisala kot iskalno in reševalno akcijo za Lynette. Ni vedela, kdo je bila druga oseba, vendar so, ko je to načrtoval, oblasti, kot pravi, prosile Briana naj pride na razgovor. Ampak pravi, da so mu rekli, da to ni bil razgovor, na katerem bi potreboval odvetnika in da ni bil osumljenec v primeru. Ta razgovor, kot pravi, so mu policisti povedali, da je bil res namenjen samo temu, da bi jim pomagal pri preiskavi in iskanju njegove pogrešane žene. Zdaj Butler trdi, da so Briana zasliševali več kot 3 ure. In na koncu tega razgovora so ga oblasti aretirale. Zdaj Butler pravi, da lahko oblasti na Bahamih nekoga zadržijo brez obtožnice do 48 ur. In to se lahko podaljša na 96 ur, če vključuje uradni zaslišanje osumljenca, pri katerem bi bil prisoten njegov odvetnik. Zdaj mi je Brianova odvetnica povedala, da je bila na Grand Bahami, ko sva se pogovarjala po telefonu, to je drug otok od tistega, kjer sta bila Brian in Lynette, ko se je vse to zgodilo v soboto zvečer. Briana so aretirali na otoku Abaco, manjšem otoku. In njegova odvetnica pravi, da Briana premeščajo na Grand Bahamo. In ko sva se pogovarjala po telefonu, je rekla, da ga tam čaka, da prispe. V prejšnjih intervjujih z mediji je Carly, Brianova pastorka, trdila, da naj bi grozil njeni mami. In vprašal sem jo o tem. Kaj bi vam povedala o takšnih trenutkih? Slišala sem od drugih njenih prijateljev, da je rekla, da ni varno biti z njim. Ker ko se razjezi, lahko postane strašljiv in nasilen. Nisem ga videla, da bi koga res močno udaril, ampak zgrabi za vrat in duši. Tako da ja. In to si videl. Videla sem ga, da je to že prej naredil svoji hčerki. Kar se tiče njunega zakona, ker če pogledaš njuno življenje na družbenih omrežjih, je klišejsko reči, da je videti popolno. Ampak potujeta na čudovite plaže, živita na čolnu in zdi se, kot da imata zelo brezskrben življenjski slog. Ampak kako bi ti opisal, kakšen je bil njun zakon? Mislim, da sta rada doživljala pustolovščine in
Sta se skupaj zabavala, vendar mislim, da se je med njima nabirala napetost in nerazrešene težave so se kopičile. In ja, napetost se sprosti, ko pijeta. Bi rekel, da je bila tvoja mama srečna v tem zakonu? Je hotela še naprej živeti to življenje na čolnu in živeti z Brianom? Mislim, da je želela biti srečna z njim, ampak on ji tega včasih res ne olajša. Ve, kako jo sprovocirati. Torej, ne vem, mislim, da si je res močno želela, da bi uspelo. Ampak. Vem, da si govoril o tem, da imaš dvome glede njegove zgodbe in tega, kar pravi, da se je zgodilo v soboto zvečer. Kdaj, medtem ko si nekako predeloval novico o svoji mami, si začel dvomiti? Kdaj so se ti začeli pojavljati ti sumi? Sprva sploh nisem mogla verjeti, da se to res dogaja. In nisem takoj rekla, on je to naredil. Potrebovala sem nekaj časa, da sem vse skupaj predelala. Ampak zaradi prejšnjih težav je preprosto težko zagotovo reči, da tega ni storil. Obalna straža je začela kazensko preiskavo, pravi Carly. Prav tako pravi, da je govorila z obalno stražo. Prav tako nam pravi, da je v ta primer vpleteno ameriško veleposlaništvo. Kakšen vtis si dobil o obalni straži, ko si govoril z njimi, kaj jih je zanimalo in o čem so spraševali v zvezi z njihovo preiskavo in tem, kaj počnejo? Ko so prišli k meni, se je zdelo, kot da najprej samo zbirajo vsa dejstva, preden se odločijo, v katero smer bodo šli. Spraševali so se, ali je v ozadju denarni motiv. Tudi jaz sem si mislila nekaj podobnega. Kot na primer, poglej, vse to življenjsko zavarovanje, ki odplava stran. In potem je samo odveslal v drugo smer. Ne vem, samo poskušajo pogledati vsa dejstva. In potem so kasneje tisto noč to označili kot kazensko preiskavo. In če je v redu, da vprašam o tem, mislim, ali si vedel za kakršnekoli finančne težave, naprimer med tvojo mamo in tvojim očimom? Moja mama je rekla, da ko sta bila skupaj, je bilo z denarjem vse v redu. Ampak ko sta bila ločeno, je morala spet začeti delati. In poskusila je delati na pošti v Floridi, ampak In to omenjam zato, ker sta bila upokojena. Mislim, kaj sta počela, če se vrnem k denarju? Kaj sta delala za denar, ko sta bila na morju? črpala sta vem, da imata Vanguard ali nekaj podobnega. Tako da vem, da imata nekaj pokojnin, eno od ATT in potem še svojo ločeno. Mislim, da sta črpala iz ene od svojih pokojnin, vem pa, da moja mama še ni črpala iz svoje, ker je mlajša od 59 let in pol. Tako da sta čakala, da bosta črpala iz njene, ker je Brian starejši. In njun načrt je bil, da bosta nekako živela tako življenje za vedno. Veš, zdaj, ko sta bila starejša in upokojena. Ja, in potem mogoče kupita hišo kasneje v življenju, ko ne bosta več mogla pluti. Ampak ja, jadranje je bil zaenkrat njun načrt. In vem, da ste govorili o življenjskem zavarovanju in žal se o tem pogosto govori v takih primerih, ampak ali veste, ali sta imela kakšno življenjsko zavarovanje? Mislim, da je moja mama imela eno, ker se je upokojila iz ATT, ampak mislim, da Brian ni imel nobene, ker se tehnično ni upokojil iz ATT. Zdaj v tem trenutku ne moremo potrditi, kakšna je bila finančna situacija pri Hookerjevih in ne moremo potrditi, ali obstajajo kakšne aktivne police življenjskega zavarovanja za Briana ali Lynette. In ponovno, vse trditve, ki jih Carly navaja, so zgolj to, njene lastne trditve in obtožbe o članih njene družine. Brian je na Facebooku objavil izjavo o situaciji, ki se je glasila takole, citiram: "Strt sem zaradi nedavne nesreče s čolnom v nepredvidljivem morju in močnem vetru, ki je povzročila, da je moja ljubljena Lynette padla iz našega majhnega čolna blizu Elbow Keya na Bahamih. Kljub obupanim poskusom, da bi jo dosegel, so naju veter in tokovi vedno bolj oddaljevali. Še naprej jo iščemo in to je moja edina prioriteta. Naša družina je globoko hvaležna prebivalcem Bahamov za njihovo pomoč. Še posebej prostovoljnemu gasilskemu in reševalnemu timu iz Hopetowna, Kraljevi policiji Bahamov, Kraljevi obrambni sili Bahamov in ameriški obalni straži, ki so neutrudno delali v prizadevanjih, da bi Lynette vrnili k nam. Hvala vsem, ker imate Lynette v svojih mislih in podpirate našo družino v tem težkem času." To je bilo objavljeno v torek zjutraj.
In zdaj, veste, mislim, toliko ljudi je videl, veste. Vašo mamo v videih, ki so jih objavili na družbenih omrežjih, in ljudje jo spoznavajo. Kaj želite, da ljudje vedo o njej, ko začnejo spremljati to zgodbo? Bila je zelo skrbna oseba, oboževala je pustolovščine, oboževala je aktivno življenje in rada je ustvarjala, na primer gradila majhne jadrnice ali šivala biminije za jadrnice. Bila je res prava mojstrica za vse. Bilo je čudovito. Carly si je najela odvetnika, medtem ko se vse to dogaja, in opravila je več intervjujev, odkar je njena mama izginila. Vidim, da si opravila veliko intervjujev in prepričan sem, da si pred tednom dni nisi mislila, da boš oseba, ki bo dajala toliko intervjujev, veš, doma, pa naj bo to z nami ali z nacionalno televizijo ali kaj podobnega. Kje najdeš moč, da še naprej govoriš o vsem tem, medtem ko se soočaš z nečim, česar večina ljudi sploh ne more razumeti? Tako da imam svojega fanta Steva, ki mi trenutno praktično upravlja telefon, ker mi nenehno zvoni in je prava norija. Zato sem prosila njega, da se pogovarja z njim in pomaga organizirati intervjuje. To mi res zelo pomaga, ker je težko vse to početi sama. Ampak z veseljem govorim z ljudmi, da razširim novico. Torej, karkoli lahko naredim, da pomagam svoji mami, bom naredila. In kaj so ti povedale oblasti na Bahamih? Kaj sploh? Samo glede prizadevanj, da bi ugotovili, vem, da je zdaj tudi kazenski vidik, strani obalne straže in potem aretacija Briana. Ampak potem tudi poskušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo tvoji mami. Kaj slišiš o tem? Danes sem govorila z ameriškim veleposlaništvom in rekli so, da bodo pomagali kot posredniki v tem postopku. In vem, da je moja babica govorila, šla na ameriško veleposlaništvo v Miamiju in dobila potni list. In domnevno ni ničesar podpisala. Rekli so ji samo, mi bomo poskrbeli za to. Ne skrbi za to. In takrat so aretirali Briana. Torej, ne vem. No, Carly, hvala ti, ne morem si predstavljati, kaj preživljaš. In zelo mi je žal za vse to. Hvala, da si govorila z nami. Vem, da to ni lahko. Hvala. V času tega posnetka Brian Hooker ni bil obtožen. Za kaznivo dejanje in preko svojega odvetnika zanika kakršnokoli napačno ravnanje ter še naprej zanika obtožbe, ki jih njegova pastorka navaja o njem in njegovem zakonu z Lynette Hooker. To bo vse za to epizodo oddaje On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako pa nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.